Dober večer vsem skupaj. Veliko se nas je zbralo, kar kaže na to, da je tema nocojšnjega pogovora staroverci in staroverstvo očitno takšna, da vznemirja. Z nami je magistra Darja Skrt, moram pa kar takoj povedati, upravičiti in pojasniti, da pa žal z nami ni res žal gospoda Medveščka, Pavla Medveščka, tistega, ki je pravzaprav najbolj zaslužen za to, da lahko se bomo danes sploh pogovarjali o tej temi in seveda, da je bila ta tema na takšen in drugačen način vendarle ohranjena in da gre iz preteklosti, upamo, da tudi v prihodnost. Zgodilo se je to, da smo včeraj in gospa Darja poklicala, prišlo je do zdravstvenih težav v njegovi družini in žal nismo uspeli zložiti tega in tako urediti, da bi bil danes tudi z nami. Potem smo se odločili, da vendarle vztrajamo, da nas te morda tudi mračne sile ne bodo ustavile, kar nekaj takšnih stvari se je dogajalo. Nenazadnje tudi gospa Darja je pravzaprav komaj, da je z nami, ker je imela hudo prometno nesrečo. Pred nekaj tedni, kar naenkrat nismo več komunicirali. Midve sva se dopisovali, kar naenkrat je poniknila. Ne boste verjeli, da so na njo in na njen avto padle skale. Tako da, ne vem, upam, da danes nocoj tu ne bo mračnih sil. Aha, že malo gledamo. Malo nenavaden začetek, ampak dogovorili sva se, da bo gospod Pavle Medvešček k nam prišel, ker mislim, da ga moramo res tudi osebno spoznati in morda bomo spomladi, jaz upam, da nam bo uspelo na spomladanski ali pa na potem julijski dan enakonočja, bomo videli. Skušali bomo narediti tako, ker mislim, da bi res morali gospoda tudi osebno spoznati in danes bomo najbrž prišli tako daleč, da bo to kar nekak nuja in še bolj zanimivo. Tako da najbrž tisti, ki ste se zbrali, ste spremljali zadevo in veste, da je v lanskem letu Goriški muzej, odkoder prihaja tudi Darja Skrt, je Goriški muzej pripravil res zanimivo razstavo o staroverstvu in starovercih. In tam je bilo zbranih tudi več kot 257 predmetov iz te tradicionalne staroverske skupnosti, ki jih je pravzaprav leta in leta, desetletja zbiral gospod Medvešček, predvsem pa ne samo predmete, zbiral je tisto, kar je najvažnejše, zbiral je zgodbe, pričevanja, skušal se je na nek način približati ljudem, kar ni bilo prav lahko, o tem bova kaj rekli, ki so pravzaprav to precej skrivnostno in tajno na nek način varovali iz različnih razlogov. Zdaj morda jaz sem dala in imate dve knjigi, naj malo potujete okrog, zato da boste dobili občutek, za kakšne predmete gre, ker so v tem katalogu zbraniti predmeti, ki so bili na tej razstavi in jaz mislim, da za začetek je najbolje, da poveva in skušava ugotoviti, kaj je staroverstvo in kaj so in kdo so staroverci. Jaz bi še najprej vas vse lepo pozdravila. Iz Goriškega konca nam prinašam en burjast pozdrav, ker pri nas ful močno piha, če lahko se tako izrazim. Sem zelo vesela, da smo prišli na ta konc, ker se mi zdi, da ta staroverska kultura, da se je res tako bolj močno hrana na Goriškem, ker je to ni tako industrijsko razvito področje bilo in me veseli, da to zanima ljudi tudi v drugih krajih, ker mi, ki smo tam rasli, ki imamo to nezavedno dediščino v sebi, tako spontano, naravno, to drugače občutimo kot recimo drugje, v drugih krajih, ker imate pač druge specifike, drugo identiteto.
Zdaj v zvezi s to staroverstvom pa tako. Pavle vas vse lepo pozdravlja in je rekel, ja, če bo le mogoče, zmen se še za en termin, da se vidimo spet spomladi. Tako da lep pozdrav tudi od Pavleta. Staroverstvo pa tako. Ko je Pavle, njegovi glavni informatorji so bili strici. Mi rečemo strici, nekod so bili strici, neporočeni moški, ki so bili prisiljeni, ker se pač niso poročili, ostati doma za hlapce ali pa iti na večje kmetije za hlapce in so bili nekako, lahko rečemo, outsiderja, družbe na obrobju. Ja. Do razen Janezega Strgarja, ki je bil njegov glavni informator, so bili vsi ostali taki. In vedno so mu rekli, mi se sebe ne imenujemo staroverci. Mi sebe se sploh ne poimenujemo na nek način. Mi smo mi, jaz sem del narave, jaz živim z naravo, to je nekaj normalnega, organskega. Drugi nam pravijo staroverci, kadar nas kličejo najbolj prijazno. Se pravi, da so bili v eni širši, kako bi rekli, temu mainstreamovski oziroma glavnemu toku, družbenemu toku, so bili to ljudje, ki so živeli, ki so imeli nekaj v sebi, ki je bilo drugačno od tistega, kar je bilo normirano v družbi za normalno. Tako da, ko sva mi dva se pogovarjala, ko sva delala to razstavo, kako poimenovati razstavo, je v bistvu bil ta izraz staroverstvo in staroverci edini pojem, edini termin, ki je bil nekako primeren. Ja. Tako da to ni spet neka nova skupina, nek nov normativ, to je pač pojem, ki si vzpostavil od drugih, ko so gledali na določen teritorij, kjer so živeli ljudje. Goriška, ta del Soška pravzaprav, severni del Soške doline, je, verjetno vsi ste že bili na našem koncu, ne vem, če to ne poznate, Soške doline, veste, da je zelo hribovita, gorata. To ne s tako kvalitetnim gozdom, kot je recimo v Bohinjskem kotu, to je ozemlje, ker je bilo zelo težko preživeti. In kadar si ti v enem takem okolju, zraseš s tem okoljem zelo organsko. Ti si tako del narave in to je tebi samoumevno, da ti si del narave, da ta narava ima te svoje zakonitosti, da ne srečemo temu druga dimenzija ali karkoli, ki jo moraš upoštevati, ker je močnejša od tebe, svoje zakonitosti ima in ji znaš prisluhniti. In ko bomo videli pol video, boste videli, kako je ta narava in ljudje, ki so živeli tam, kako so Pavleta upeljali v ta svet. To ni nobenega misticizma, nobene misterioznosti, nobenega tega, kar mi zdaj hočemo nadgraditi, postaviti, ne vem, termin, specificirati, klasificirati, ne vem, to je ta globoko intimni svet, tako subtilen in hkrati tako zelo močan in širok, ker ne rabiš besed, ker ti enostavno živiš. To je bilo tisto, kar recimo ni bilo v dosedajšnji zgodovini nikoli cenjeno. Ker cenjeno je bilo vedno urbano, institucionalno, močno, vojaško, zunanje, meščanstvo je blišče, zunanje fasade, kaj se je dogajalo zadaj. Narava je bila, ljudje, ki so živeli v naravo, je pomenilo vedno, da to so tisti, ki niso v vrhu vladajočega, ki nimajo moči, ki so v službi tistih, ki so urbani. In če sploh, kadar je to v področju, kjer ni tudi ruralno močno razvito. Ker tam Njevca, veste kaj, tam so kmetije 10 hektarjev, ne pomeni v primerjavi z nekom, ki ravnini ne pomeni skoraj nič, ker to pomenilo veliko nekih majen, pašnikov, nekega gozda, ki niti bil recimo smrekov ali pa tak, da lahko služiš močno z njim, 2-3 poli, ki so njive v primerjavi s poli na ravnini. In ta svet se je zdel v materialnem in tem recimo dominantnem razvoju
nekaj, kar nima vrednosti, tako, ne. Zdaj pa, čas ta, pa, ko smo dosegli v materialnem določeno stopnjo, ko ne vemo, kdo smo in kar naenkrat kvantna fizika pravi, da ni mej med nami in zunanjim svetom, se obračamo, kdo smo mi, kje je vrednost v nas, ne. In kar naenkrat se izkaže, da neko področje, ki ni imelo neke materialne vrednosti, v narekovaju, ne, ima pa vse tisto, kar se danes išče. Je imela pa vse tisto, kar se danes išče, ne. In zato ta razstava, ki ima 257 predmetov, smo jo postavili zelo asketsko, tako kot je življenje. Navadne vitrine, steklene, predmeti brez razlag. Ker če ti razlagaš, pomeni, da se ti postaviš nad predmet, ki je tam, ne? Da si ti superioren znanjem. To je največja napaka, ki lahko narediš, oziroma nekomu, ki ima lahko drugo percepcijo nekega predmeta, izkriviš njegovo percepcijo, ki mu rečeš, glej, to je to in to in ni drugega, ne? Kar pa vemo, da ni res. In nas vseh, veste, to je bilo tako postaviti v muzeološkem smislu, danes tako razstavo, je bilo malo globoko dihati, ne? In si reči, joj, kaj bo stroka rekla, nobenih razlag ni, kako bo ljudje to dojeli. In potem čudeš, ne? V pol leta je to razstavo obiskalo 1000 individualnih gostov. Veste, kaj je to 1000 individualnih gostov? In ko so ljudje prišli tja, so te predmete dobesedno doživljali. Ker vsak je dobil ali en predmet, ali en kamenček, ker večina njih, vse veste, ko ste pogledali katalog, je 70% je kamenov, ne? To je evociralo znotraj ljudi spomin ali na otroštvo, ali na stare starše, ali na okolje, ne vem, vsak ve zase, kje ga je. In mene osebno je najbolj globoko, ko sem vodila večkrat po tej razstavi, najbolj globoko pa doseglo vodstvo skupine zaporov. V Novi Gorici imamo manjši zapor, to 6 mesecev, ne? In so potem, ker smo sosedje, v nekakvem sobivanju smo sosedje s tem zaporom, imamo novo upravno stavbo prav nasproti zapora in smo jim nesli ob otvoritvi en katalog in ta katalog je šel v celice in so ga vsi ti zaporniki prebrali. Se to niso tisti močni, ne? To so do 6 mesecev pač različni taki. In so prišli dan do nas in so rekli, veste, mi bi radi, so izrazili željo naši oskrbovanci, ne vem kako so, ne? Niso, to so še pred obsodbo, to so tisti priporniki pred obsodbo, ja, tisti s prometno nesrečo in tako taki, ne. In so izrazili željo, da bi radi si videli to razstavo. In potem in to ne morate verjeti, ne, ker sem jaz razlagala, so razumeli bistvene stvari, recimo ta svetišča, do katerih še pridemo, naravna, ena od teh je Babja jama. In ko sem kazala predmete iz bližine Babje jame, sem rekla, to so predmeti ti in potem je vprašal, kaj so hodili v to Babjo jamo. In sem rekla, ko ta Babja jama je ohranjenih malo, ena legenda je o eni beli kači in to, drugač pa so ljudje hodili individualno v to jamo, kjer so se zdravili s tišino. In ti ljudje so razumeli, kaj to je. Tako da, to so tako univerzalne zadeve, da mislim, da Medvešček je bil poslan, da je prišel na ta svet zato, da to zapiše in ohrani. Zdaj, mogoče predno mu prisluhnemo, ne? Imamo srečo, da ste ga posneli in potem smo se dogovorili, da bo to tudi danes en del našega nocojšnjega srečanja, zato da bomo nekako doživeli njegov način govora in bo pravzaprav mnoge stvari on pojasnil, potem bo pa tisto, kar bo ostalo še skušali mes, seveda boste tudi vi lahko kaj vprašali. Dajva še mogoče prostorsko umestiti, ne, te kraje in seveda potem bom dala tudi pod vprašanje, kateri so ti kraji, iz katerih prihajajo ti predmeti, ki so v knjigi in ki ste jih imeli razstavljene in ki jih je zbiral pravzaprav več kot 50 let, pravzaprav gospod Medvešček, ne, na terenu. Kateri so te kraji na levem in desnem bregu Soče, ne? In še drugo pod vprašanje, ali so še kje v Sloveniji, ne, taka področja, za katera predvidevamo, da se je v podobni obliki, bi rekli, lahko staroverstvo ohranjalo, ne?
ta zemljevid je tu, ja. Ja, to tisti, ki imate v bližini katalog, je tukaj zemljevid, da se potem malo lažje vidi. Največ gradiva je zbral seveda v tej osrednji Soški dolini in sicer na levem bregu Soče je ta zahodni rob Banjške planote, Banjška planota Lokovc. Jaz ne vem, to ne boš, da bi povedali. Ja, to je drugače nad Cokanom. Ja, tako nad kanalom in nad Cokanom, to je ta vasi, kot so, mogoče jih nekaj lahko našteje. Recimo Kanalski vrh, potem Banjšce, Grgarske ravne, naprimer. Ko se pol spusti dol na Cerkljansko, ta predel je Soška dolina dol proti Cerkljanskemu, to je levi breg Soče. Desni breg Soče je pa pol taka gre gor, Kanalski kolov, Ratlik, na jugu proti Brdam, na zahodu pa pol Benečija, ki je zdaj v Italiji, še ta slovenska Benečija. Dost je iz Livške ravne, Kobariški konc. So hribi, ne? Ja, to so hribi. Nedostopne, oziroma pač kraji, kjer ni bilo, rekla, veliko civilizacije. Ni bilo urbanega, ne? Recimo, gledajte, tipična preselitev za vso to področje, kjer se ohranilo je, da so to ali samotne kmetije s celki, se pravi, da je kmetija in ima okrog in krog ozemlje, ki spada k kmetiji, ali pa da so to zaselki po 2-3 hiše. In to je tako, ne, da se je življenje preselilo v dolino, v hrapo, karkoli, v dolino, ne. To je vse na vrhu hriba, kamor se recimo iz industrijskega časa, ko so tovarne postavljali v dolino, moglo vedno hoditi gor in ti zaselki, ti kraji so bili vsi visoko, ko so bili vsi gor na vrh, nekje si mogel hoditi uro, dve, tako. Ampak, če se vi postavite, recimo jaz sem to naredila, vidva sva s Pavletom sva en čas hodila, da me pokazal na glavne stvari in tako sva hodila skupaj, pa sem pa jaz sama prehodila, ampak prav hodila, zato ker sem hotel dobiti občutek prostora iz tistega časa in to lahko narediš samo tako, da greš peš in da se postaviš v en kraj in da potem si pridobiš novo orientacijo v prostoru. Ti ljudje so živeli v raju, za reč, zato ker so bili pod nebom. Vedno sonce, cel dan, na vrhu, ne, si to predstavljate, ko vi enkrat hodite, sicer rabite na uro, da prijete do ene ravnine na vrhu hriba ali pa tako do ene planote in tako, pa se tam je vse vaše. In ta svetišča so pa vsa v hrapi, ker so vsa dol, ker so šli v tamo, so šli v senco, so šli dol, noter, ne. To je tipično, to je recimo res lahko se ohranilo samo tako prvič, ker je bilo urbano daleč iz 2 vidikov. Centri institucij vseh so bile v urbanih središčih, tam institucije so postavljene normative, kaj je prav, kaj ni prav, kaj ti smeš, kaj ne smeš, kaj je vredno, kaj ni vredno, ampak ko to je bilo urbane, ko si ti šel tja, tisto nisi niti vedel, da obstaja, nisi upošteval, ker je narava tebe pa drugo govorila. Narava je tebi povedala, kdo si ti, kaj je prav, kaj ni narava, ne? In oni, če so hoteli preživeti tam, so seveda poslušali naravo. Ker tisto urbano, tja so šli, so hodili, ne da ne, ma tisto so šli, recimo, ne vem, enkrat na pol leta, enkrat vsake toliko, ne? Tisto glavno, vsakodnevno, ki je bilo v tvojih celicah, je bilo pa drugo, ne? In zato je to pojmovanje in ta kultura toliko časa ostalo, ker je bil način življenja tak. In tudi danes, ne, veste, tudi danes, ko se prebujajo te stvari, ti ljudje, ki tam skozi živijo, jim je to njim samoumevno, da je to vrednost in govorijo otroci, ki prihajajo iz šol, iz urbanega nazaj domov. Zdaj preden dava besedo Medvešku, dajva še kaj o njem povedati, ne? Vse veliko stvari ga opredeljuje, ne? Slikar, pisatelj, grafik, zbiralec, pripovedovalec, avtor 3 knjig, ne? 4. je zdaj tik pred izidom, o tem bova še kaj povedali. Zbiralec zgodb, pionir raziskovanja na tem področju. Evo, vi ga pa osebno poznate, boste pa več povedali. Joj, mi dva s Pavletom, to je bilo res... V bistvu se mi dva s Pavletom že zelo dolgo poznava, ne? Ker jaz sem z Kanala, on je z Ogrenjega polja, to je 4 km proč, ampak v bistvu on živi v Novi Gorici, jaz sem še vedno v Kanalu, tako da se poznava, tako.
Ampak tako, 3 leta nazaj, ne, jaz se sicer ukvarjam z vizualno antropologijo znotraj muzeja, se pravi z videom in audiovizualno dokumentacijo in tako. In sem jaz dobila snemalce in sem rekla, Ivo, sem rekla, veš kaj, mogoče bilo res fajn, da gremo malo do Pavleta, da ga posnamemo, zdaj bo imel malo 80 let in tako, in ja, dejva tako. In se še spomnim, da sva šla, on ima v Baskah, to je tudi na tem področju, ne, na levem bregu Soče, pod Banjško, pri Banjški, del Banjške planote. Sva šla k njemu, da se malo pomenimo, ne, tako. In jaz ne bom nikoli pozabila tega dneva prvega, ko sem šla do njega. Smo se usedli dol za mizo in ko sem jaz šla od njega, je bilo tako, da sem izstopila iz ene druge dimenzije nazaj v ta svet. Pa nič tako, kaj posebnega, ne? Nič. Samo začel govoriti, da je obstajal Dehnar, da so imeli Kolimber, da je obstajal Tročan kot glavno, in tako smo napletali vreme in Jerin in tako, in vse boste slišali za to, ne? Ma nič tako res nobenega v zvezi s tistim misterioznim. Nič, to so bili ljudje, ki jih je on poznal, o teh ljudeh je govoril in kako je bilo. In ko smo se vozili nazaj, res, jaz sem res čutila, da sem prišla z ene druge dimenzije v ta svet. In potem se reka, to pa ni, ne, to je pa neki, to pa moramo dati ven, ne, to pa mora biti, to je pa neki tako, niti sama nisem znala, samo čutila sem, da moramo iti močno naprej in da kar moramo iti naprej. Tako je počasi začelo potem, ne. In potem je on začel, on je dal za prisego glavnemu informatorju, da toliko časa ne bo to dal na dan, ne, krvno prisego. Ja. Ampak to morava kar povedati. Ja. Ali bo to povedal on? Ne, to nismo dali. Ne vem, zdaj. Ne, on je pravzaprav od ja. gospoda Janeza Strgarja, ja. Te zgodbe, oziroma te skrivnosti, če tako rečeva, slišal leta 65-66, ne? Ja. In potem je mogel molčati do leta 2007. Do leta 2007. Ja. Tako prisego je dal, ja. In čakali so kaj neki z lunami, ne? Ja. Zdaj, ja. On je v bistvu že v 50-ih letih, ko je še kot dijak začel ob dolini reke Idrije. To je Idrija, ki deli zdaj Slovenijo in Italijo, to je ta, ne, reka. Ko je delal na spomeniškem varstvu v Novi Gorici, je risal te stare stavbe, dediščino, stavbno kmečko, ne, in je tam prišel v stik s ljudmi, ki so bili rojeni še v 19. stoletju in so nekje živeli tako, že kar sami, ker te vasi so začele se opuščati. In je takrat prvikrat prihajal v stik s tem. Ja, zakaj ste imeli pa vi to? Ma jaz ne znam tako vprašati, kako se boste videli, kako bo govoril, ne? In takrat je bilo, to je pa neki, ne? Tako, kakor jaz, ko sem govorila z njim, tako je on, ko je slišal te ljudi. In to se je vleklo 10 let, potem pa je v Vojčanskih rutih, potem je pa eden od teh stricov, ki je imel z njim stik, je bil tako popil malo en deci preveč, ne, in mu je pol rekel, ja, da to pa Dehnar, ki je bil, ne, njihov vodja. Dehnar je ime vodje, ne, ja. To so bile ene enote, recimo, ne, ja. In potem je rekel, kaj pa to? In on je je povedal preveč, ne? In pol je rekel, ne vem, vprašaj tega Strgarja. In pol je on si to vam povedal, videl boljš, ko jaz v glavnem je prišel do tega Strgarja. In ta je bil njegov glavni informator, ker v tistem času, ko je Pavle hodil okrog, Dehnar ni bil več živ. Umrl je v 50-ih letih, zadnji Dehnar, ne? Umrl je v 50-ih letih in je, tako kot sem jaz Pavleta razumela, ta Strgar ni sicer bil Dehnar, ker ni bil kako se reče temu, posvečen, ne, oziroma ni imel iniciacije, da bi bil lahko Dehnar, je bil pa spiritualni vodja teh ostankov teh starovercev, ne, ja. In je bil, tudi Pavle je rekel, da je bil v bistvu od vseh teh najbolj razgledan, ne, on je bil tudi v svetu krajevne skupnosti Volče, mislim, je bil človek, ki je živel tudi, ja, ki je bil aktiven in tako, ne. In
In on je največ vedel, največ mu je povedal, tudi mu je tako, ni znal samo drobce, on mu znal tudi eno strukturo govoriti, ne, tudi več reči, ne samo osebno doživetja. In Pavle je rekel, da je bilo to tako, ne, da on, ko je prišel do njega, mu najprej ni hotel nič povedati, pol pa je rekel, pridi k meni čez 2 meseca, pa ti bom čez toliko časa, no, pa ti bom povedal, če kaj vem, ne, bom premislil do takrat. In kasneje je Pavle to povedal, da je šel do Padenc, ki bomo tudi pol na koncu videl, to je eno naravno svetišče, in da je tam pol zaprosil za nasvet narave, če mu lahko sporoči naprej. Ne, in je dobil odgovor, da lahko, in takrat je rekel Pavle, to jaz ti bom povedal, ma ne vse. Ne, tako da v bistvu mi nimamo vsega, ni je šlo, nekaj si tudi ostalo. Ne. Ti bom povedal, ma ne vse pomembne, ta glavne stvari ti bom povedal, ampak boš moral zapriseči, da dokler ne bo lunin krajc obrnjen navzdol proti zemlji, ti tega ne objaviš. Točno kjerega gradiva. In potem Pavle je to res shranil in imel po škatlah na različnih koncih in ni objavil. Tiste 3 knjige, ki so šle prej, so tisti drobci, tiste zgodbe, ki niso bile pod to zaprisego. In meni je bilo eno posebno doživetje biti poleg, ko je on to ponovno sestavljal na dan. No in ker je bila v nedeljo zvečer krvava luna, Ja. smo pa mi dobili pravico in možnost, da zdaj pa še v Domžale pridejo te informacije. Se malo hecam, ampak luna, ne, je imela pri njih večjo vlogo in večjo funkcijo kot sonce, ne. Bolj je bila pomembna, recimo ob lunih mrkih sem danes gledala, ne, se ni smel delati, skratka, izjemno so se ravnali po luni, ne. Ja, Pavle je rekel tako, ne, zdaj tako, zdaj morate pa nekaj vedeti, da informacije, ki so prišle do Pavleta, so prišle po moški liniji. Tako da je to moški del, ne, ker ženske se mu niso odprle. Pavle je rekel, ko vedno vprašajo, kaj pa ženske, ne, je rekel, jaz nisem srečal nobene staroverske družine. Nič to so tem, ne. Ženske so bile, ampak ženska se je odločila, da se ne odpre. Pavle... Čudno, ne, ponavadi so ženske bolj zgovorne. Ja, zgovorne, ja, ampak povejo pa manj kot moški. Rabijo čas, da povejo več. Ja. Tako da... Dobro, gremo. Moška ljudje... Ja. Aha, še kaj? Ne, samo to, no, da Pavle, ki je bila ta luna, ne, ko je začel to dajati na dan, je bilo pa tako, da smo se mi odločili kot muzej, da postavimo razstavo in je bilo vedno tako, da je on bil vedno točno v uri, ko smo se zmenili, jaz sem zmerno zamudila 5 minut, ker ni bilo mogoče. In smo imela en posebno obred zjutraj kavo in 3 mesece sva popisovala to gradivo. In je rekel, on je točno za vsak predmet vedel, da ga ima, za vsak, samo pol ni več vedel, ki ima na 4 koncih spravljeno, kje je. In tako smo počasi trgali tej, kako bi rekla, temu depoju, tej preteklosti, vse te spomine. Izjemno, res, ja. Dobro, zdaj jaz predlagam, da tehnika pripravi film, da luči ugasnemo in da gremo v stik z Pavletom, ki ga danes žal nimamo tu. Uživite. Jaz mislim, da smo dobili nekako občutek, ne, kako izgleda pričevanje in kako pravzaprav je raziskoval, iskal te zgodbe staroverske, Pavel Medvešček in kako jih je tudi živel, ne. Počas bo treba odločenje. Vse v bistvu imamo še malo naprej video, tako da mogoče prav na koncu, če bojo še želeli, lahko še spustimo. Bomo raje tistega drugega, ki je še zanimiv s piščaljo, drugač do jutra ne bomo, pa bomo raje prehranili še nekaj za takrat, ko bo Pavle. Ker mislim, da to moramo res sperati, ne? Tako gre pri Pavletu, ne? Tako da priješ k njemu, to gre vse tako, ne? Si tam 3, 4, 5 ur, tako kot je on bil pri svojih. Zdaj mislim, da še neki stvari, ne? Vas bomo vprašali, vse ste pravzaprav tudi veliko raziskovali
to zgodbo skupaj z njim. Zdaj te besede, ne, polno je teh nenavadnih besed. A je kdo iskal izvor, ne, recimo, ne vem, Zduhec, Brtin, Kabrca, Dupelca, to nas malo na Duplico spreminja, Kolimber, evo, še narobe, ne, polno je teh pravzaprav zelo nenavadnih besed. Kakšno je, rekla, koren, kje izvirajo te besede, ne, nazadnje tudi vprašanje, a je to slovansko, keltsko ali kar nekaj, kar ne vemo, iz kje poganjajo korenine tega staroverstva. Ja, to je zdaj tako, ne, ko so začela s Pavletom, zdaj, ko bo ta knjiga išla, se bo to še videlo, se v bistvu ta masa gradiva, ki ga je on zbral, dejansko usula ven. In to, ampak tako ne samo informativno, tudi vse ta način življenja, vse te usode, vse ta, v bistvu kazen, vse ta dediščina preteklosti. Teh stvari je zdaj ogromno in besed in recimo tudi znakov, vse Tročan smo videli, ne, vse je bilo v trikotniku, obredi, ne, vse v bistvu, kako se je posvetila kačja glava, tomu niso nikoli zaupali, kako se je ozbenala, ne, se je rekla temu tako. Tako da, to je treba zdaj počasi, ne, ker to gradivo vsebuje toliko informacij, toliko več plastnosti, da če zdaj mi takoj postavimo eno hipotezo, a je tako, ali tako, ali tako, ali slovansko, ali keltsko, ali ne vem še kakšno, se lahko prenaglimo, ker je vsakega pomalo, ker so slovanski izrazi, so potem izrazi, ki niso slovanski, ki niso niti latinski, ne, ki nima latinskega izvora, ker mi pri nas je, kot da bi se začela preteklost z rimsko dobo, ker imamo največ rimskih ostalin, ampak to, Rimljani so prišli ta zadnji, so najmlajši, imamo še veliko predrimskega, paleolitskega, neolitskega, recimo svetolucijska kultura, zelo močno. Arheologija, jaz sem se pogovarjala z arheologi, pravijo, da tam imena dajo slutiti, recimo, zelo stare naselbine, poselitve. Vemo mi, da v bistvu arheološka skopavanja so draga. V bistvu zdaj je bil nekakšen fokus na Dolenjsko, ker se je gradila avtocesta in so v bistvu tam bolj raziskovali. Ta predel tukaj bi mogel dobiti neko finančno injekcijo, da bi se sondaže delale tam, ker se sluti, da so te kulture, ne, recimo ta svetolucijska kultura se je, ker je to se odkrilo že še pod Avstro-Ogrsko, ne, in je potem Dunaj financiral, potem, ki je bilo pod Italijo, so Italijani financirali te velike države. In v bistvu bi mogli zdaj nadaljevati z sondažo, ampak to je težk teren, tako da to bi bila zelo draga izkopavanja. So pa odkrili keltske najdbe, ne, na Kobariškem in paleolitske ta krog pod Krnom, ki je bil zdaj pred kratkim odkrit, čeprav je bil vedno odkrit, ne, ker tisti kamni so skozi tam samo, so tako vraščeni. Stonehenge, ne? Tako jim rečijo, ja, ampak Stonehenge je že v smislu, kako bi rekla, urbanega, ne, ker so ti monoliti tam in tako, neka arhitektura, tako. Ti kamni pa pod Krnom, jaz sem šla tja, mene če ne bi povedali, da so ti kamni, tam jaz jih ne bi videla. Tudi Jože Munih, ki je radiestezist za vode, on je rekel, jaz sem hodil celo življenje na grohe in jaz nisem videla, da so ti kamni tam. Tako so zraščeni z naravo. In zdaj, ker veste, da so, greste malo bolj gor, pogledate dol in vidite, da so tisti kamni tam. Tako da, to področje je zelo bogato z arheologijo, ma ne rimsko, ne, močno predrimsko. In zato so stvari, kot so Nikrmana, kot so Dehnar, te stvari, še drugi izrazi, ki bojo še prišli, tudi Kabrca in te stvari. Mogoče moramo kakšnega tudi pojasniti, ne? Recimo Brtin, ne? Ja. Lesena Nagnojeva palica, ne? Brtin je to, kar je imel Pavle v roki. To sem hotela vprašati, se mi je zdel, ne? Nagnoj... To za zdravilstvo se uporablja, ne? Ja, Nagnoj je bil zelo cenjen les, in se ga je vedno uporabljalo za zdravljenje, ne. In tako, v res ta Tročan, ta trikotnik so oni imeli povsod tri. Tudi naravne svetišča so imela vedno 3 točke. Recimo Babja jama je bila 1 točka. Potem, svetišča so bila vedno, kjer se je zlival moški potok v žensko reko ali pa ženski potok, ali, ne. Se pravi, kjer
tam je potok Vogršček, ki se izliva v Sočo. In ob tem potoku Vogršček je jama, ki je hudourniška jama, ki nima kapnikov, ki ni lepa in tako, ampak so oni že vedeli, da je povezana z vrhom Banjščic, ker so govorili, da v tej jami biva bela kača, ki je povezana z Banjšcami. In to z breznom Jazbenk, ki je bilo še nedolgo nazaj najdaljše brezno na teritoriju bivše Jugoslavije, kjer bivše Jugoslavije, SFRJ. Potem so odkrili še neke nove povezave, tako da je izgubilo status najdaljšega brezna, ampak se pravi veliko dolgo brezno. Kako so oni vedeli, da je to, ker potem so jamarji raziskovali in so ugotovili, da je povezava. Samo ta podzemni svet zdaj ni raziskan, tako da se ne ve točno, kako teče povezava. Oni so vedeli, ker, skratka, točka Babja jama, potem je bil tam monolit, Štrbulja, to pač kamen, monolitni kamen, moški element, falični, in potem poleg je bila tretja točka, Kotov, kjer so se brusili ti kamni, ki so v bistvu danes bi rekli temu energetizirani, oni so ker tam je prišla voda iz jame ven, ker je prišla z Banjščic dol, iz potoka sem, ker je ob jami dol tist potok in iz Soče v gor. In to je tako divja voda, tam je zdaj železniški viadukt in sem šla gledat, kadar je bil ful naliv, sem šla na tisto progo. To je tisto, tisto je res, tisto, ko vidiš, kaj je narava, kaj zmore narava. In tam tisti kamni so vsi okrogli. In ljudje so hodili po tiste kamne in so delali tak tulc, tako pleteno pleten tulc, so naložili recimo 3 te kamne, ki so jih ogreli tudi v peči in so potem na tisto polagali na obolela mesta. In tudi drugače so tiste 3 kamne pred hišo, ki so bila varovala, niso bila kar ene 3 kamne, so mogli biti, mi bi danes rekli temu energetizirani, se pravi, so hodili v ta kotu po te 3 kamne. Potem, če bi hočeš o teh kamnih, zdaj jaz tako skačem po Pavle, lejte, tako gre, to ni, da zdaj gre kar premočrtno. Skratka, 3 kamni, ki so bila hišna varovala. Potem je bil kamen, ki je bil hišni duh. In je vsak gospodar zbral svoj kamen, to je bil personificiran, popolnoma personificiran kamen, ki ga je dobil tako, v času, ki je bil svet samo vsakemu sebi. En kamen in tisti je postavil recimo na okensko polico in tisti kamen je čuval hišo, to se imenoval hišni duh. Potem imamo kamenčke kačje glave. Kačja glava, to so pa kamni, ki so mogli imeti naravno luknjo, da je bilo naravno skozi kamen luknja. In potem so, Pavli tudi so povedali, kako ti zapriseženi ozbenali ta kamen, se pravi, so mu dali, so ga spet energetizirali na en način in so te dve lukenci dali polnilo, recimo glino ali ne vem kaj, in so še 2 kamenčka, tako da izgledala kot kačja glava. In to so bila kamni zaščitni za področje, na vrhu hriba. Si govoril o Lokovcu, recimo je bila to peščena glava, potem je bila črna glava in kačja glava. To so bili 3 hribi, ki so na vrhu imeli vsak svojo kačjo glavo in na srečo so ohranjeni in se jih bo videl v Lokovškem muzeju, ki bo posvečen tudi temu. Tako da potem je imel pa tako, potem vsak v ta teritorij imel svoje zdravilce. In informacija o zadnjih zdravilcih, ki so bili recimo na področju desnega brega Soče, to, ker je bil tudi zadnji Dehner in kjer tudi ta Strgar izvira, sta bila oče in sin Brezarja. Se pravi, sta bila 2 zdravilca, ki sta zdravila. In tam obstajata volarski in doblarski črn kamen. To sta 2 specialni kamni, ki so unikatni v naravi, tako, to ni kar nek kamen, ki ga dobiš, ne mogu, to je bilo, ti kamni, vsi veste, vsi hodite tako, kdaj po rekah, veste, kako vam kršen kamen, ki je prav res nekaj posebnega. In to sta bila 2 črna kamna, ki so jih polagali na obolela mesta zdaj. Kako so jih polagali, to recimo, to se reči se je izgubilo, ker ta 2 človeka nista bila več živa, ko je Pavle hodil okrog in so mu povedali, kar so vedeli, So pa tudi prerokovanja bila, Ja, močno. Jasnovidstvo, to je bilo tudi zelo močno. Izredno.
Ja, zdaj tako, ne, če še lahko malo ženskem vprašanju, glede teh jasnovidcev, Tega pa Pavle ne bo povedal, ne? Ne, to bo zdaj jaz, ker drugič, ko pride, bo drugo povedal. Namreč, jasnovidci. Če je bil moški, ki je prerokoval, je bil videc, ne. Se pravi, spoštovan član skupnosti, videc, ki je prišel, ki ti je povedal tako. Če je bila ženska, je bila štreha, ne vem, kako bi rekla, ne, je bila, ja, vidno, ne, je bila ona, ki je tako, ne, ki Boga ni mogla ki drugega, recimo, ne, tako, ni imela statusa, ne, za isto stvar, moški je bil videc, ne, ženska je bila, ne, ja, ma je bila tako, kakor malo brezdomka, ali pa tako, ne, ni imela te konotacije. Statusa, ja, ne, tako. Ma samo zdaj to mogoče se mi zražamo, ker zdaj živimo v drugem času in je se malo drugače, ne, ma takrat je bilo to tako normalno, tako da to ni, da bi obsojali zdaj, ne, ma tako je bilo, ne. Je pa res, da so zelo, ne, prerokovali, zato ker so želeli nasvete, ne, bili so odvisni od narave, od pridelka, od rodnosti, od narave, ja, vremena, vsega, ne, tudi tako, ne, ker to je bil njihov obstoj povezan s tem. Spraševali so to, kar sprašujejo danes, ko imate Astro TV, kaj že, ne, a bom dobil kaj denarja, a bom zdrav, a bo, ne, to je ljubezen, ja, itak, ja, tako, ne. Isto takrat, imamo pa, Pavle je res dobil, mislim, da ne 4 komplete, prerokovalske komplete. Ene so čudovite stvari, ne. Imamo recimo s kamni, spet kamenčki, ne. Ena vrtavka, tam boste mogoče videli v katalogu, to je ena taka vrtavka lesena z lukavicami in noter so pol dali semena, ki so prišli vprašati za plodnost, za letino in tako, ne. In okrog in krog je bil krog z kamenčki, kjer je bil vsak drugačen. In potem se je to zavrtelo, ja, in pol se je prerokovalo, kaj, kdaj, kako, ne, pol pač interpretacija je bila od te, ne. Ena je s kamnom, recimo imamo tam sistem, kjer je trikotni kamen, trčan, ne, v trikotniku kamen urezen, in je potem z konjsko kostjo, je bila konjska kost in potem še ena veja kakor prst in je s tistim rokovanje. Recimo, zato, da so ritualno uporabljali prav to na prstnico, ta del konjske kosti, je znano tudi že iz keltskih časov, ne. Čeprav Kelti sami, ne, to bo mogoče res, kjer od arheologov bolje razložil, Kelti niso tako bili kultura, ki bi puščali sabo listine in tako kaj več. Nič napisanega, ne, so bolj zaročilo, ja. Ja, in zato zdaj je res dobro dobiti čim več informacij, da se ne preveč špekulira in tako, ne, ker tudi je bilo še pred keltsko obdobje, ker ta neolitska doba in paleolitska, to so tu. Recimo, gledajte, prav iz tega konca je ta piščal iz divjih bab, ne, ja. Tako da to je absolutno... Zdaj, menili smo še to Nikermano. Nikermana. Mislim, Nikermana je Nikermana. Nikermana, gledajte. Videli ste, da so dejansko oni verjeli v reinkarnacijo, ne? Kar so rekli, zduhec bo šel in se bo naselil nekje druge, ne? To se pravi... Tako kot človek, žival, drevo, karkoli. Karkoli, ja. Ne? In tako da zdaj to reinkarnacija je, ne, to so oni so vedeli, da hodi gor in dol ta energija duše ali kakršnakoli, pač to je bilo. Nikermana je bila pa prasila, ne. Oni, in enkrat je Pavle rekel, in kakaj je taka Nikermana? Je rekel, taka, kakor jo vidiš. Lahko je drevo, lahko je ženska, lahko je ne vem kaj. Kača, lahko je zmaj, lahko je... Karkoli. Ti jo pogledaš v nebo in če dosti dolgo gledaš v njo, se ti bo prikazala, ne. Tako da, to, kar mi danes govorimo, ko se hodi na urah meditacije in se iz Indije nosi ene stvari, vse to smo mi imeli, to je naše tudi, ne. In mi to znamo, samo še ne vemo, kar je ostalo v nas in se bo zdaj odkrivalo. Zato pa je ta njegova zbirka in ta spomin, ki si je tu ohranil tako močen, ker vzbuja v nas praznanje, ki je ohranilo vse. No, zdaj lahko še napoveva, ne. Tih pred izidom je
monografija, ne? Ja. Pa zgodba ste rekli, jaz jo zdaj še ne poznam, o nastajanju te knjige, ne? Skratka, Pavel bo pripravil knjigo, išla bo v kratkem celo, ne? Ja. Tako da mogoče bo pa to knjigo potem predstavili spomladi, ne? No, lahko, zato ker zdaj tako, ne, mi smo zdaj, to je ogromna masa, ne, to zahteva v bistvu timsko delo, ampak recimo tako v znanstvenih krogih je še preveč, ne vem, elitizma ali pa ne vem, česa bi rekla, se še premalo, tudi denarja je tako malo, veste, pol vsak malo po svoje in tako da to smo kar malo razdelili, tako da mi v muzeju smo pripravili razstavo, dober katalog. Moram povedati, da Pavle je dobil še nekaj predmetov, tako da bomo še naredili dopolnitev teh predmetov, kar pol je rekel, jaz sem vedel, da imam še, nisem vedel, če je tista škatla in potem je dobil tisto škatlo, nema. Katalog je že bil ponatis kataloga, ki je dobil škatlo in tako da to bo še naknadno. Kot muzej, ki smo za premično dediščino dolžni, smo mi pol rekli, bomo to razstavo, zbirko razstavili in jo potem tudi gostovali kasneje okoli, ne. Zdaj smo šli v Cerkno, v Tolmin in v Divačo in bomo ponovno prišli v Solkan, kjer jo bomo razstavili, zato ker bomo dopolnili še razstavo s predmeti, ki jih je še najdel, plus z nekaterimi zemljevidi. Namreč, ko sva mi dva začela s tem, ne, niti Pavle ni točno vedel, koliko vsega bo tehnilo za sabo. Ker veste, on je tisto živo, je zapisal zvezek do konca, ga je vložil v škatlo, ga je shranil in tako se mu je kopičilo doma. In ko se je začelo to, jaz sem rekla, Pavle, povejte, zdaj bomo naredili razstavo, povejte, kaj mislite, koliko časa bi rabili, ne, da popišemo vse te stvari, rekamo se tu bo, ne, tako rekamo, hoče, ne, 3 tedne bo, 3 mesece sva popisovala. Ker katalog je narejen tako, kakor mora biti, se pravi, vse je strokovno. Zmere, predmet, najdba, najditelj, ne, vse, ne, pomen, pravi pomen, potem uni pomen, posebno. Ampak v knjigi bo pa najbolj še kaj in v knjigi so potem pa zgodbe, zato ker potem istočasno se je pol, ko smo mi razstavo, se je dogajalo, da so potem njegova vnukinja prepisovala njegove zapiske in so se poli oni povezali s Sazujem, ki mu bo Sazuj izdal knjigo, ne. Mene je edino žal, da Sazuj ni imel te fleksibilnosti in sposobnosti, da bi bil bolj povezan z nami, da bi lahko bolj skupaj to predstavili, ne. Nažalost, akademski elitizem dela mogoče malo škode v bistvu nam, ne, ker to je naša dediščina, to je Pavletova zapuščina, ampak vse skupaj je naša dediščina. Ne glede na to bo prišlo pač, oni bojo zdaj novembra izdali te zapiske, mi bomo pa nadaljevali s to razstavo, z dopolnitvijo, tudi da novo videogradivo predstavljamo, bomo še posneli, še zgodbe Pavletove še posneli, tako da, tako kakor je on počasi trgal pozabi te stvari, tako bo zdaj tudi te stvari počasi prišle ven. In je prav, da je tako, da gre počasi. Zato, ker samo čas je tisti, ki dela lahko stvari prave, ne? Da jih postaviš na pravo mesto, da se zaveš, kaj vse bo treba še raziskati, ker tu bo potrebno arheologijo potem zraviti, jezikoslovje, da ne govorimo zgodovino, zgodovinske listine, ne? To ne moreš čez noč, ne? Danes lahko postaviš eno hipotezo, mitološki prostor, sledi vzhodne filozofije, to je to, kar mi danes vemo, ne? Prav pa je, da pridejo stvari ven čim bolj čisto, čim bolj informativno, ne hipotetično, s trditvijo in nekaj bazično, ker to je potem zaklad, iz katerega lahko vsi prihodnji rodovi raziskovalcev črpajo. Ja. Zdaj tega je res še ogromno, ne? Ja. Meni se je še ena zgodba zdela zanimiva, ne vem, kje sem jo prebrala, ni jo tu, ampak tudi imeli so tudi neko obredno pijačo, ne? Ja. In to je iz močerada narejene. In celo halucinogeno, ker je to Pavle probo, ne? A veste, oni so tako poznali naravo, veste, ko so poznali naravo, mi smo vrtec primerjavi z njimi, ne? Oni so imeli tega dva zdravnika, ki sta bila oče in sin, ne?
In pol so delali tudi take manjše operacije, če bo treba, kadar se nekaj smore, se nekaj, kar tako brez narkoze, no kako ima oni šnops po moje, ni bilo zadost, ne, ono žganje, ma ne, je rekel Pavle, so poznali hobe, anestezija, naravna hobe, ja. In veste, kakšno znanje je bilo, ne? In potem oni obredne pijače, veste, da ni bilo problem dati oni močeradovci, ima bilo še kaj drugega tudi noter. Tisti močeradovci bilo, s tistim močeradovcem sta prisegla strhanje. To za prisego, ne? Ja. To je kaj, nek močerad obešan? Ja, spustimo. Žganje tečeš, ne vem koliko časa, čez tega močerada, pa se to pije. Ja, ne, ona dva nista pila, bilo je tako, sta se mogla zarezati, tako kakor jaz, ko sem bila otrok, smo ono indijanske, veste, ja. Isto je bilo to, sta se zarezala, nista se zarezala, ja, na dlan. In potem je Strahar namočil v močeradu odskazo in se dal gor na tisto ureznino in sta si dala roki tako, ne? To so vsi delali. Tako, veste vsi, ne? Ja. In se je mogla posušiti. Tista gaza se je mogla posušiti. Časa sta držala, da se je posušilo. Ja. In je rekel... Župa, ne? Ne, tisto drugo. Ja, tisto drugo. In potem je rekel, Strahar je rekel, če boš prelomil prisego, bo prišel močerat in ti bo govtanc prežaril, ne? Samo, veste, toliko časa držati, čakati, da se tisto posuši, ne? To deluje psihološko, absolutno deluje psihološko, ne? Ja. Pa je tudi res čakal do leta 2007. Ne, on je Pavle res je to dal, ja, in je res čakal do 2007. Potem druga obredna jed je bila pa žompa, ne? To je pa drugo, ne? To so pa imeli, ko so se ti zapriseženi srečevali, so pol skuhali to žompo in so dali take to je bilo v enem kotlu in potem one male skledice in pol so si Dehner je tako zajemalko, ki je tudi tanke delke teloga, ne, noter tudi taka lepo oblikovana, natur design bi rekli, tako lepo oblikovana, so si iz žompe naložili, iz kotla to žompo na skledice in ko je Dehner začel jesti, so začeli še ostali. In to je bilo ta njihova srečanja, ker so imeli svoje stvari, ki mu tudi niso povedali točno, kaj vse je bilo, ne. Ker dosti reči mu ni Strahar povedal, ne. Ja. Ja, je pa res, da tudi Prva svetovna vojna najbrž vzela svoj davek, ne. Veliko teh ljudi je bilo takrat zelo izpostavljenih, takrat je največ, ne. Prva svetovna vojna je bila tista, ki je bila prelomna, ne. Najprej pravzaprav začel prvi tak udarc za to strverstvo je bilo, ko so zgradili 1906. leta železnico proti Trstu, ne, iz Dunaja proti Trstu. Takrat so uničili to, takrat so, bi rekla, oskrunili, kako bi se rekel, poškodovali to svetišče, ki je bilo centralno svetišče Babja Jama. Ja. Namreč takrat so pol tisti most, viadukt naredili, oziroma most in so zminirali to škrbuljo, ne, ta monolit, ki je bil pri Babji Jami in za staroverce je bilo to porušeno ravnotežje in so rekli, da bela kača, ki je bivala v Babji Jami, je šla skozi jezbenk ven na Banjšcah in se ni več vrnila. In od takrat je jama za njih ni več imela te obredne moči, ne. In so hodili pol na drugo stran v te Padance, ko je bil še, ko so recimo še zgradili še elektrarno pol pod Italiji 34. leta, ne. Ja. Še tam porušali, ne? To je bila prva taka, ta vdor železnice ni bil samo ta fizičen vdor, da so poškodovali jamo. Takrat so recimo pol začeli ljudje odhajati iz tega ruralnega sveta, so se zaposlili na železnici, večkrat so šli do Gorice. Tudi recimo ni bilo več, da so recimo nekateri so tudi recimo šli, so delali, ne vem, v Stari Gorici, so hodili na ponedeljek, so se vračali mogoče čez 14 dni, čez vikend. Je bila ta migracija, je postala veliko večja, ne, in se je potem, so se ti normativi začeli rušiti, ne, tudi bolj, ni bilo več toliko stricev, začenjala se spreminjati struktura načina življenja. To je bilo že 6. leta. Evo, zdaj pa za zaključek, moramo povedati še nekaj o tem, kar bomo še lahko pogledali. No, če bi samo prva vojna še povedala, prva vojna je pa dobesedno res, recimo, ljudje so šli v begunstvo. To so, spraznili so prostor, da se je pol postavila ta fronta
Soška fronta. In to je bila med Italijo in pa med italijansko vojsko in Avstro-Ogrsko. In to je bilo tudi vse požgano, ne. Ljudje so prišli nazaj, so bile vasi, ki so bile porušene do tli in so mogli na novo zazidati. In v 4 letih, kolikor 3 letih, kolikor so bili v begunstvu, tudi dosti ljudi se ni več vrnilo nazaj, ko so pomrli tam in nekateri so popolnoma tudi spremenili način življenja, so razumeli, niso več toliko sledili tej kulturi, ne, so šli bolj v to industrializacijo, urbanost in vse to, ne. Ja, zdaj pa mogoče še v Kabrci. Ja, v Kabrci, ne, trikotni, glineni piščali, ne, zdaj bomo to lahko tudi prisluhnili. Ni original, ne, ampak evo, povedate zgodbo. To je v bistvu, poleg tega kolimbarja, ne, ki je na naslovnici kataloga, ki so v bistvu te vladarske insignije Dehnarja, na tem kolimbarju je Dehnar zaprisegel, da bo deloval v korist skupnosti. To je ta slika, ki smo jo izbrali za vabilo, ne? Ja, tako, ja. Je potem, to je zelo pač, kako bi rekla, močen element, da se je ohranil. Druga, ki je pa svetovno odkritje, je pa ta Kabrca trikotna oblika. To je okarina edinstvene oblike trikotne na svetu, ker okarine vemo, da so take jajčaste, bolj okrogle in tako. Ta je pa originalno imel Pavle, kot je povedal, samo v rokah. Eno uro, da je lahko zrisal, prerisal in potem je držal to skico pri sebi ves ta čas. To je ena. Ta velika kabrca, to je ta mala kabrca, potem staja še velika kabrca. Ta pa niti ni imel primerka, ampak mu je ta, ki je igral na njo, povedal, kaka je ta piščal bila. Se pravi, da mu je po spominu povedal, kje je imela lukance, koliko je bila velika in jo potem sta skupaj risala. Pavle je risal, on je pa razlagal, ne tako. Samo ni imel pa prav predmeta v roki. Potem pa je keramičarka iz Kanala, ki je v bistvu zanimivo, ne, rojena prav v Gorenjem Logu, to je prav nad Babjo jamo zaselek, ne, tam je ona doma. Odlična keramičarka, sta se enkrat srečala s Pavletom in Pavle je prinesel turizm, bo ti Alenka, je rekel, Alenka Gololičič je to, je rekel, ti Alenka, le, to je tako, a misliš, da bi šlo? Ona je rekla, jaz ne vem, trikotna oblika piščal, jaz to ne vem, ne reka, niti ne vem, kako je noter narejena, ker ne poznamo, ne. Ampak vse eno sta potem je naredila to piščal, sta provala, naredila 2-3 piščali. In ko smo pripravili razstavo, in potem je rekla Lenka, veš, je rekla, jaz ne moram verjeti, jaz je bila ta piščal od Žugana, je rekla, jaz ne moram verjeti, je piskala, je rekla, jaz sem provala na njo, je res delala. In potem smo pa, ko smo pripravili razstavo, stopili iz Avč, to je spet tam blizu Babje jame vas, ne, ja, do Luka Ipavec, to je znanstvenski trobentač v večjih zasedbah, smo prišli do njega in smo rekli, Luka, ti probaš, ne, če bo to delalo, in on je potem v Ljubljani, ki zdaj živi v Ljubljani, se je kar sam posnel, ne, nam poslal po transferju posnetke, je rekel, lejte, res dela, in on je pol nekako napisal tonske lastnosti Kabrce, ki so na zadnji strani, in tudi boste videli zvoke, kakve zvoke oddaja najprej ta mala Kabrca, potem ta velika. Še to bi rada povedala, preden ta video zavrtimo, da videli boste 2 svetišči. Prva so Padomce, boste videli ta potok in drevesa in to. Drugo, ki je pa hrib, je pa Gora Jelenk, ki je tudi RTV Slovenija pred leti s Strletom, pokojnim Strletom, so poslednji Jadranom Strletom, ja, Jelenk Sveta Gora Strovircev, no, smo posneli pa še tam, tako da smo dali te zvoke v 2 prostora, kjer so dejansko tudi ti zvoki se odvijali, kjer so tudi igrali na te piščaline. No, to pa, potem pa samo še vaša vprašanja. Tako da najbolj so Saša izziv več, da gremo sami pogledati. Najbolj so tole zelo lepi kraji, malo smo jih zaslutali, ne? Ja, škoda. Padenco in... Samo ta video, to je zmeraj neka štorija, ne? Nikoli na... Sem rekla, da bojo tudi danes prišli malo vplivati. Tako da, evo, mislim, da je to tisto, kar smo se dogovorili. Zdaj smo bili kar uro pa pol dolgi. Je pa... Dela? Dela. Ja, dela. Zvok je pa bil, ne? Zvok je bil popolnoma v redu,
slika nam je pa žal. Ja, moj kolega tudi vedno pravi audio, to ne, audio vedno se porihta, lahko vedno se, ampak video je... Pa 3-krat smo pogledali, mi smo že se to videli, ko je potovalo sem in tja, no, ampak Jaz sem še bolj iz onih časov, meni je bilo VHS fajn, zato ker VHS, kamorkoli si šel, je šel, si dal notri, ni gledalo, ni bilo problema, tu je pa elektronika pa vrjala. Evo, zdaj pa še čas za kakšno vaše vprašanje, prav gotovo se je kar nekaj porajalo. Imate svoj kamen? Jaz svojega? Ja, imam svoj hišni duh. Gospa? V Sukanu, zdaj pa tako, mi imamo še do konca, še do 15. oktobra je šel Divači, pol selimo v Sovkar. Ne vem še točno, ali odprli bomo za en praznik, ali bo to zimski solstici, ali pa bo spomladansko velikonočje. Veste, po muzejih je tako, mi bi radi, da bi bilo to, malo problem je s kurjavo, zato ne bi radi tako, da bi bilo po zimi, tako da bolj se nagibamo k temu, da bi bilo bolj konc marca. Divači pa je še, če ima kdo kaj pot na Primorsko, proti morju, je pa tako z Divačo. Razstava gostuje v stari šoli, ampak ključ, najaviti se pa morate v muzej slovenskih filmov. Na internetu vse piše, jaz sem videla danes, da se treba tam kar pogledati številka in tako nekaj, je malo bolj lokalno vse skupaj. Muzej slovenskih filmskih igralcev morate poklicati in poveste, da se najavite, da imajo oni ključ tam, zato ker odpirajo samo po naročilu in za skupine, tako. Ja, prosim? Mojca? Jaz moram nekaj vprašati, ker če ne nam spala. Mene sploh ne zanima nobena razstava v teh stvari, ker to sta dejansko iztrgali iz živega verovanja, staroselcev. Mene zanima, oziroma mi je skozi bolj jasno, da zato tudi Pavletu niso želeli povedati, ker bo to kar naenkrat postalo ena taka muzejska, zgodovinska postavitev, kje pa so staroverci, zakaj pa se te stvari, ali so še žive, ali ne bodo več žive, kaj z vsemi temi predmeti, a smo jih imeli pravico iztrgati sploh pa dati v muzeje. Zakaj te predmeti niso kar tam, če je to še živo? Ali smo zdaj kar naenkrat kar ko hodimo faraone pa grobnice gledati pa tako naprej. To je meni popolnoma mrtvo in brezpredmetno. Moje mnenje je tako, Tako da, zakaj, ali so še te staroverci živi, ali bo to zdaj umrlo in tega konca, ali bomo zdaj samo še gledati, kdaj so ključi pa internetno, kdaj bomo šli v muzeje gledati. To pravzaprav niti nima smisla več. Sej, te reči so v naravi, če se vam, sej v redu, veste se, če vam nima smisla, ni treba. Ne, itak, ne, hočem. Ne, seveda, gledajte, to je čisto vaše osebne. Kaj vas zanima prav? Zakaj to ni, oziroma, ali je to še živo, ne? Ma, kaj vi čutite, kaj recimo, ko vidite kaj? Seveda čuti. No, pol je živo. Ja, se sem vedela, da ne boste tako povedali, ampak... Ljudi, če sprašuješ, jih je pa pravzaprav so... Če je gospa poslušala prej, ko so govorila o zaporih, da so razumeli, kaj se pomeni zdraviti v tišini, potem ve, da je živo, ne? No, to razumem. Tako da mislim, da je tako, da ste si sama tudi odgovorila, ne? Zakaj zdaj pol muzej? Kaj pa vi, gospa? Kako pa se dokumentira, pa za kasnejšo redovno? Če bo razstava v Sovkanu enaka kot tista, ki je bila v Cerknem. Veste, tako, celo obratno bo, zato ker mi, ko smo šli na gostovanje, smo pripravili primerno izbor. Ker predmetu je 257 in mi smo pol pa, ko smo za gostovanje, ponovadi dobiš en prostor velik med 50 in 60 kvadratov, tako da smo mi naredili izbor in bo več, kot je v Sokanu in Divači. V Sokanu bodo vsi predmeti, v Divači in v Cerknem je bil pa narejen izbor. Mislim, se je bilo 75% predmetov, ne samo pol vseh nismo mogli dati, kar čisto iz praktičnih prostorskih razlogov. Še kakšno vprašanje, izvolite. Gospa, malo hitro sem polistal, glede na svoje oči, tudi slabo videl. Recimo tam med tistimi eksponati je tudi vekarca, stara vekarca Dodelka.
Kako so oni v to konstelacijo? Aha, ja, to pa je tako. Ti predmeti so dani v ene zbirke znotraj te zbirke, ne? In ena zbirka je predmeti Dehnarja. In tista ura je bila osebni predmet od Dehnarja, njegova. Ja. Povežem pa dva predmeta, za katere sam sodim, da bi sodila v to vašo zbirko. To je čelešnik pa kajfaš. Ja, to bi bilo fino, ne, ko prije naslednjič Pavle, če mogoče boste imel kako fotografijo tudi, ne, in če je karkoli povezano s tem predmetom. Ker veste, bistveno je, da veste vi izvor predmeta, zgodbo okrog tega predmeta, kaj se funkcijo, ki je imelo in tako ne. Ker drugače nastane lahko hitro špekulativno ali pa ne tako. Tako da jaz bom zelo vesela, ko pridemo naslednji s Pavletom, če lahko ta dva predmeta saj fotografijo prinesete, pa vržete debato, ja, tako, super. Ja, veste, tega je zdaj vedno več, ne, recimo, meni je rekla ena moja prijateljica, veš, je rekla, ne, mi nismo nikoli razumeli, ne, zakaj naš nono, ne, star oče, zakaj on je imel zmeraj v žepu 3 kamenčke v enem robčku, male, in nam otrokom ni dovolilo, da tisto tikamo, ne, rekaj nismo nikoli zastopili, ne, samo spovedali smo pustili primeru, ne, tako da dosti stvari zdaj prihaja na dan, ne, iz spomina in vse to, ja. Medvešček. Mene zanima, ste vi slučajno bila že v Zgornji Kanomni, v tej stari hiši v Šturmajcah gor? Ne. Niste? Nisem še bila. V Zgornji Kanomni. Aha. Se boste zamislila, ko boste šla dol, res? Bom. Veste kaj, jaz sem tam sem navezala stik prav iz Cerknega z eno skupino fantov, ki tudi dosti, mislim, so domačini tam, ne. In se že dolgo pogovarjamo, da me bodo peljali okrog, ne, da mi bojo pokazali, bom prav rekla, če to bom si zapisala z veseljem. Ker v tej hiši je en kup teh stvari, ki ste jih vi danes omenila. Kaj se je, od odprtinice, skozi katero gre lahko dušala. Potem hiša je postavljena tako, da skozi eno okno v isto točko na začetku solstice in tega ne me to sprašvati, kam kaj paše, ampak na začetku tega obdobja posveti sonček v isto točko, kot potem, ko se konča. To se pravi, iz zahoda in vzhoda noter. Veste, tisto področje je tako bogato. Veste, kako je bogato tisto področje? Jaz, ko smo razstavo pripeljali v Cerkno, jaz sem čutila, kot da je prišla domov. Tisto področje je res bogato. Tudi mislim, da je najdlje bolnica Franja. Veste kaj, bolnica Franja je naslednica te staroverske kulture, da so vedeli, kam jo postaviti, nihče ni dobil, da so jo vedeli, kako čuvati, kako do nje priti. Danes je to UNESCO-va dediščina. To je transformacija te kulture, ki jo mi zdaj imenujemo staroverstvo. To živi, ne? In tudi, recimo, tam ta prvek, ne, to je bil, ne vem, na kateri strani je že to, so odkrili ta bruščin, ne, to čakajte samo malo. Ker je čez celo stran fotografija. Govorite, kako še tisto nazaj. Ja, zdaj, ko bom hotla hitro, ne bom prišla. To, ne. To je bruščin, ne. To je bilo en prvek, to je mali hribček, prav tam blizu, ne, tam v bistvu Dolenja Trebuša dol, ne, spada še pod Dolenjo Trebušo. Tak hribček je zdaj zaraščen in to je bilo gor prvek, smo rekli, kot klobuk. In to je bilo gor na vrhu, ker je bilo zraven. Več stoletno drevo so rekli, ker naj bi bilo zdravilno in so hodili tja posedati na korenine in objemati to drevo in tako. In poleg je bil ta bruščin iz brusnih kamnov sestavljena ta skulpturica, ki naj bi črpala energijo od tega drevesa. In so te ljudi, to je bilo javno dobro, bi rekli danes po domači, in tam so hodili, so imali te stare odslužene bruse ven, ki naj bi se energetiziralo tega drevesa in postavljali svoje odrabljanje tja. Tako da je to vsakrat spreminjalo strukturo, ne. Tam je spet, ne, po prvi vojni je to drevo šlo, ne, zdaj ne vemo, ne, to področje, ta prva vojna tako prizadela, nikoli se ne ve, tam padla kakšna granata ali karkoli je bilo, to drevo, tega drevesa po prvi vojni ni bilo več.
In potem so eni domačini pobrali ta broščin in so ga čuvali doma. In so potem dali Pavletu, ker vsi so rekli Pavletu tako, mi vidimo, da ti se v resnici z srcem, z dušo zanimaš in zato ti to poklanjamo, da ohraniš, da bodo naši potomci, ne prav direktno potomci, ampak naši zanamci vedli o naši kulturi čim več. In tako da bom si šla pogledati, si bom pol zapisala, bom šla pogledati. Hvala. Ja, jaz še to lahko povem, ne. Gospa Darja je prinesla danes te knjige in je rekla, da jih hvaležno poklanja in mi jih bomo dali naprej v knjižnico, tako da Domžale. Tako da tisti, ki boste želeli še kaj tega pogledati, bomo te knjižnice v ta teden še tja dostavili in potem bo tam tudi drugim na voljo, da boste pogledali, ker mislim, da je res smiselno je prav tako, ne, mogoče te kamne si del časa vzeti, že ko gledaš fotografije, je rekla nekaj posebenega, no, kakšni so te kamni, kaj imajo vse že na fotografijah. Tako, da to mislim, da je še vedno, ne, zdaj, če so ga, jaz mislim, da so njega nekako izbrali za to. Ja. Drugač A veste kaj? bi to ostalo, ker je bilo skrivnostno, strogo, zaprto, ne, Veste kaj? počas je kapljal ven in očitno je on izbran za to in ve, kaj in koliko lahko da ven. Ja, veste kaj, jaz vam nekaj povem. Jaz vsem mladim, ko pridejo včasih kakšni mladi študenti na prakso, jaz vsem govorim, vi, ko greste na teren, morate vedeti, da vi ste manj od tistih na terenu. Če imate v rokih diploma, magisterij, karkoli, ne mislite, da kaj veste, ker nič ne veste. Ker vi ste se naučili samo tehniko na faksu. Ker, če vi ne boste iskreni, z srcem odprti do ljudi, kot ja pridete, ne boste nič zvedli. Ker to so bile stvari, ki so prišle iz srca, iz globine. In to Pavle, ker je on bil tak, zato, ker on je postal del njih v vseh pogledih, ker je z vsem srcem, z vsem spoštovanjem stopil do njih, so njemu to dali. To ni bilo, on je lahko dal eno šteko cigareto, ker je rekel, Jarin, ne, da je zmeram, ne. Ampak to je bilo tako, to je bila ona izmenjava, ko mi kad gremo kam zdaj, kad dobimo na skodelico čaja. To ni bilo, on je dobil, njemu so poklonili, to so darovi teh ljudi, ne. Izvolite. Če dovolite, omenili ste cerkno. Ja. V cerknem je med ljudmi to še živo samo drevesi. Oni so prvi naredili zdaj drevesno pot in zdi se mi, da tako kot je Primorska živela s kamnom, cerkno že del časa živi z lesom. Oni imajo edini leseno masko. Ja. Libovo masko. V cerkvi imajo edini leseno masko. In to pomeni približno toliko Primorcem kamen. Jaz sem jih učil to masko delati in sem doživel te ljudi. In to je v ljudeh. To ne moreš iztrgati, to je živo. Ravno tako so mi letos, ko sem bil dol, so mi povedali, da so vzpostavili drevesno pot. Njihov župan ima gozd, v katerem ima zbrana stara drevesa. Je stara tisa, mogoče par 100 let, ali pa 500 let, pa ne vem koliko, ne. In v teh ljudeh živi ta preteklost. In moramo narediti to, da bo ta preteklost ostala v teh okoljih. Veste kaj, tu vseh nas to živi, ne? Samo nam se je zdelo to zdaj vse tako neki samoumevno. Mi nismo vedeli, da je to vrednota, da je to bogatstvo naše. Ne? Nam se je zdelo tako neki samoumevno, kot da to ni nič. Ne? To v nas vseh živi. Se zato pa to razstavo tako zelo vsi razumejo, ko pridijo, ne? Ker vsak se poveže z enim predmetom in tam se poveže s sabo in svojo preteklostjo, svojimi geni, če hočete. Ne? Ravno kot je pri vas kamen. Jaz predvsej Solkanci sodelujem, Lesu pa tako naprej. Je pri nas so živa drevesa, spomin na drevo. Mene so z muzeja prosili, če pridem iskat
del jablane, ki je rasla v vrbi v času življenja Prešerna. Ko so me prosili, da pridem na Finžgarjevo domačijo Okruško, ki je Rosalju Finžgarjev oče. Mislim, kakšna kultura je med ljudmi še ostala. Vsako so posamezniki, ki pa v današnjem načinu življenja se počas gubljajo, ampak ta rast se nadaljuje. Tudi mladi so med takimi. Ne, se ne bo se zgubilo, boste pripričani, da ne. Se pravi, tako kot Primorci v Kamnu živi en del Slovenije pa v drevesu. Žal mi je sam, da padajo stara drevesa po Ljubljani, drevesa, ki so ohranila spomin na takratno življenje njihovo. Recimo jablana v vrbi je padla čez noč. Jaz sem dobil vsako lopar, ki je bil narejen za polena. Da sem sklesal zdravnico. Mislim, to so take stvari, ki jih doživljaš, pa si srečen, da še živijo. Mene so prosili, da jih naučim delati masko v cerkvi. A vi ste to cerkljansko? Vas bom naučil delati masko leseno, ampak izraz je pa vaš. Jaz vam ne vsilujem mojega izraza, ampak samo način, kako boste do vašega izraza prišli. In zelo moramo paziti, da prej podvati, da ne bojo sedanji muzeji hoteli preveč sedanjega časa odstaviti. Neko zanimivost, pogledajte, tudi vi poznate Borisa Čoka iz Lokov tukaj pri Lipici in pogledajte, jaz sem bil na parih njegovih predavanjih, človek je pravzaprav, bom rekel, drugi Pavle. Ravno tako, zanimivo, ko nas mlade še ni nič zanimalo, je on pred 12 letih vzel svinčnik in notes in začel zapisovati zadeve. In ogromno, pogledajte, parkrat sem bil z njim, ko smo se po terenu klatili tam okrog in doživiš točno to, kar ste danes vi pripovedovali. Ko smo, na primer, zaključili en tak dnevni potep, je rekel, ima še malo svetlo, je rekel, pejte greba kjer je v vas, to se pravi od Lokov še, ne me vprašati kam, mislim, da je rekel pod neko planico ali pa pod kokoštja nekam od spod noter, no, verjetno, 2 vasici ste tam gor, ampak zanimivo, ne, je rekel, greba kje huni franski. In rekel, poglej, kaj ima na okno gor, ne? Boga mi rože. Čakaj rože, zakaj rože? To so ti rože na svetega Ivana dan, Boga mi, ki preprečujejo v šopku, da v hišo prihajajo, ne vem, hudobni duhovi, karkoli. In potem, ko sta ona dva začela debato tam, mislim, tam poleg bit, pa to, kako ste mi rekli, skačeš, enostavno več ne veš, en kup enih takih spominov in tega. Ampak še en dogodek, pogledajte, ko ima on predstavitev v Lokvi, te svoje knjige, Vsi mesečine. Točno to je prepovedoval. Tam, mogoče, samo en stavek pogledajte, te vasice so ostale v resnici Bogu za hrbtom. Nezanimive za oblast, ne za cerkev, ne za nikogar in tukaj je bil en prostor, kjer se je pravzaprav to staro verstvo ohranilo do, kaj sem to že 930, mogoče nekaj tazga, ne? In zanimivo, še danes gre zadeva naprej. Od kurjenih teh čokov noter za Božiče in za te pravzaprav pocrkvenjene praznike potem, ne? In pokliče ta Boris eno gospo gor in rekel, poslušajte, pogledajte jo. Ne vem, koliko časa že sprašujem. Ne vem, ne me vprašati več, kaj pozabil sem, ampak mi lahko poveš tisto, kar še jaz ne vem. In se lepo tako hinavsko zasmeji. Je rekla, ni še prišel čas, ne bo še povedala, ne, to je tisto. Pa to, Boga mi, ne vem, recimo 40, 50 mogoče stara, še je to med ljudmi noter. Ampak tako zakorenjeno ne bo ust odprl. Do tistega predzadnjega dne, ki ve, jutri bom pa pobrcal, Boga mi takrat bo mogoče predal, zato sigurno, tako kot vi pravite, Prva svetovna vojna je ta normalen pretek oziroma ta postopek prekinila in je ogromno teh podatkov šlo potem v nič ne.
Zdaj pa samo še zadnje vprašanje. Prej ste omenili to Sveto Lucijo. A to je most na Soči? Skopavanje teh oziroma odkrivanje? Ja, zato ker to govori o svetolucijski kulturi, ja, to je most na Soči. Ja. Tam, mislim, Miha Mliner, arheolog, zelo intenzivno dela na tem in zdaj pač v naslednji fazi se bomo povezovali vsi skupaj, ker mi radi tudi naredili en tak arheološki pregled področja, da nekomu, ki pride, da dobi to, ko bi rekel, ta historično linijo, kako je tekla zgodovina Toma, ne samo, ne vem, od 10. stoletja dalje, še prej, ne, od paleolitskih najbolj dalje, ja. In je to, ta most na Soči prav tam blizu teh svetišč, ki so se ohranili. Ja? Jaz sem pa to vprašanje. Na spletu lahko zaslediti društvo starovercev. Ja. Ali kaj sodelujete z njim? Poznate to? Poznam to društvo, ja. Veste kaj, mi načeloma kot jaz se poznam osebno z dosti člani, ne? Ampak kot muzej pa ne sodelujemo, zato ker, ne vem, muzej mora ohraniti to svojo integriteto stroke, ne? Dosti pa sodelujemo s posamezniki, ne? Kot z društvom pa ne. In vsebine so tiste prave in ocenjujete kot prave? Ma veste kako, to je tako, ne? Mi zdaj, mi v tem trenutku obravnavamo medveščkovo zbirko, ne? Medtem ko društvo starovercev ima veliko bolj razvejeno dejavnost, ne? Tako da, to, ne vem kako bi rekla, mi imamo drugi način delovanja, medveščkovo zbirko, oni imajo pa pol še tudi druge mite, slovansko mitologijo, imajo še veliko več, imajo bolj podobno, kakor bi nek inštitut raziskoval, tako. Ja. Dobro, 2 uri smo bili dolgi, ampak mislim, da nam je zelo hitro minilo, za kar se zahvaljujem gospe magistri Dari Skrt. Mislim, da je bil z nami tudi gospod Pavel in mu bomo tudi mi poslali dobre misli in sporočilo, da se bo tudi ta zadeva njegova dobro končala in jaz mislim, da je bilo kar nekaj spodbud k temu, da se bomo ob izidu te monografije, mislim, da spomlad še enkrat srečali, mogoče tako, kot ste tudi predlagali, da mogoče celo kje zakurali, pa bi bilo v neki taki priložnosti. Kakšen spomladanski kres, ne, to bi res bilo super. Jaz bi se vam zahvalila vam za potrpežljivost, mislim, da nam je bilo kar v redu, pa bi vas sam še povabila na 2 dogodka. Jutri bo otvoritev razstave ornamentov Matjaža Brojana, slovenskih ornamentov v Menačnikovi domačiji. Mislim, da je jutri tudi ob 7, ja, da ne bom kakšne napačne informacije dala, ja, ob 7, tako da ste tja jutri tudi toplo vabljeni. Srečanja pod Slamniki bo pa v oktobru srečanje bo pa pripravila Katarina Rusk-Rušelj in sicer z 2 avtoricama knjige Tekstilne poti po ljubljanskih ulicah. Mislim, da bo zelo zanimivo za Alenko Pavko Čudan in pa Zuršo Stankovič Elesini. Tako da ste prijazno vabljeni, samo da še pogledam točen datum, 21. oktobra, tudi to je sreda, tudi na ta pogovor. Hvala še enkrat in predvsem hvala gospe Dari, da smo odstrali nekaj teh, rekla, in zvedeli več o starovercih in staroverstvu. Hvala.